Pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lilisorom, znova zanimiva tema. Jaz to po mojem rečem vsak teden, ampak glejte, jaz sem navdušena nad numerologijo, kaj ne rečem. Tokrat se bomo posvetili pomenu številke naše obutve. In preden mi rečete, ok, Lili, praviš, da numerologija je tisočletja stara veda, da so vsa stara ljudstva v taki ali drugačni obliki poznala, zdaj boš pa rekel, da tam v drevni Indiji so bili pa štacune s čevlji, kjer so uporabljali čisto isti številčni sistem kot mi. Ne, seveda ne. Ampak poglejte, kako lep dokaz je to, da je numerologija absolutno vsestranska in uporabna veda v vsakdanjem življenju in kako lepo to pokaže, pravzaprav prikaže njeno sposobnost adaptacije in razvijanja z nami in z našim načinom življenja. To sem pa lepo povedala. Se moram kar sama malo pohvaliti. Ok, zdaj pravi, naše nožice, naše stopala, dejstvo, da mi korakamo, povezujemo tudi z našo sposobnostjo korakanja v življenju. Sami dobro veste, da kadar imamo gleženj zvit, običajno, ko beremo malo, kaj bi to v bolj ezoteričnem, duhovnem, čustvenem pomenu pomenilo, smislu prinašalo neko sporočilo, je običajno, da pač ali ne želimo iti naprej, ali ne vemo, kam iti naprej. Se pravi, ko pogledamo našo številko obutve, pogledali pa si bomo od 35 do 45, pravzaprav gledamo način oziroma prepoznavamo način, kako se premikamo v življenju, kako se soočamo z izzivi, s tistim, kar mi dojemamo kot nevarno, in pa pomembneje, kako in na kakšen način dosegamo napredek. Seveda nas bo najbolj zanimal celoten seštevek in moram reči, da se mi je kar milo storilo, dala sem na Instagramu ven, tik preden je prišla oddaja na spored, vprašanje, kakšna je vaša številka noge, in ena gospodična oziroma gospa je kar lepo zračunala do zadnje cifre, to se mi je zdelo imenito, ker sem dobila numerološki izračun v odgovor. Se pravi, najprej nas bo zanimal seštevek. Ne glede na to, a mi zdaj gledamo naše številke, katerekoli druge številke, enka je vedno tisto, za katero vemo, da jo povezujemo z napredkom, se pravi, to so ljudje, ki se jim običajno mudi, hitijo, dvojko povezujemo s povezovanjem, sodelovanjem, se pravi, to so ljudje, ki radi v družbi nekam grejo, včasih si malo life zakomplicirajo, pa sami sebi po nogah hodijo. Trojka je tista, ki je ustvarjalna, tista, ki je zelo radostna, ki včasih tudi malo poskakuje. Štirka je tista, ki je prizemljena, ki je rada v naravi, ki je rada pri miru, ki ima mogoče včasih tudi malo bolj težek korak. Petka je tista, ki jo povezujemo s športom, se pravi laufanje, eksotični gibi in tako naprej, se pravi drsanje, kotalkanje, skejtanje in tako, se pravi nožice se uporablja na različen način. Šestka je tista, ki jo povezujemo z družino, z ženstvenostjo, se pravi, tukaj bi definitivno lahko rekli visoke pete, elegantni čeveljci, tudi pač nek stil prisoten. Sedmico povezujemo z raziskovanjem, povezujemo z duhovno rastjo, se pravi, to taki resnobni čevlji potem pridejo bolj v poštev, uradni, mogoče brez nekih kičastih dodatkov. Osmico povezujemo z obiljem, z manifestacijo, se pravi podjeten korak, odločen korak, samozavesten korak. In devetka je tista, ki jo povezujemo s sočutjem, se pravi, kamorkoli ta oseba stopi, prinese nekoliko več občutka srca in sočutja. Tole smo kar zbrzeli mimo, malo bolj pa se bomo posvetili torej vsaki posamezni številki. 35. Ker je seštevek 8, smo rekli podjeten korak, je pa res, da 35 sta obe dve številki zelo dinamični. Se pravi, gre za osebo, ki zna biti zelo lahkotnega koraka, navihanega koraka, ki po vsej verjetnosti ne mara v ravni črti hoditi, se pravi, se tudi v življenju s stvarmi sooča, tako da poskusi to, pa poskusi ono, pa poskusi malo prepovedano, pa mogoče včasih tudi malo zaide s poti, ne izgubi pa cilja pred seboj. Se pravi, to je tako, kot če bi šli recimo v nek velik nakupovalni center, imeli bi nameriti samo posadje zelenjavo, ampak vseeno bi šli malo pogledati, kaj pa vem, torbice. Še vedno vemo, da moramo priti do zelenjave. Se pravi, ljudje, ki imajo številko noge 35, čeprav na trenutke po vsej verjetnosti so težje pri miru in delujejo zelo navihano, še vedno vejo, kaj je tisto, česar si v resnici v življenju želijo in se še vedno nekako koncentrirajo v tej smeri. 36 je taka lepa številka noge, seštevek je 9, se pravi, kakorkoli to osebo obrnemo, nekako prinaša, bom rekla, lepo, toplo energijo, odloča se s srcem, želi prinašati sočutje, želi prinašati neko, bom rekla,
višje zavedanje. Je pa res, da so vse te številke zelo čustvene, se pravi, tudi včasih mogoče pride zelo bojevito, razborito, z tako malo bolj razborljivo energijo. Se pravi, neka bomo rekli, intenziteta je definitivno prisotna. Absolutno lahko včasih tudi domišljija ponagaja, kar pomeni, da sem ter tja sem mogoče malo tukaj, malo tam, kar pa ne pomeni, da so neodgovorni. Pomeni, da resnično želijo za vse ljudi okoli sebe z neko toplino, z neko zaščitniško lepo energijo poskrbeti. Vse tri številke, se pravi 36 in seštevek 9, simbolizirajo pravzaprav lepo, toplo, nežno, čustveno energijo. Res pa je, da me čustva sodi poleg ljubezni, topline, nežnosti, včasih tudi jeza. Se pravi, so mogoče obdobja, ko se nam zdi, da je mogoče jih pustiti pri miru. 37 je zanimiva kombinacija, seštevek je 1, se pravi, te osebe bodo vedno iskale nek napredek v življenju, bodo radovedne, bodo zvedave, bodo želeli razumeti, se učiti, vedeti malo več. Se pravi, tudi če boste šli s to osebo na dopust, je velika verjetnost, da ne bo ležala na plaži in gledala v zrak, razen če bo brala. Sedmico povezujemo z branjem, ampak jo bo zanimalo, kaj je tukaj prestalo, kdo je tukaj živel, se pravi, globina nekako kliče te ljudi. Če ne vidijo smisla v temu, da se premaknejo naprej, potem se mogoče pač ne bodo in bodo raje pri miru in bodo dajali občutek, da so se zaprle vase. Sedmica je tista, ki je včasih malo odmaknjena, kaj ti potrebuje pravzaprav si na novo nafilati baterije. Torej, vsi tisti, ki imate številko čevljev 37, kadarkoli ste izčrpani, vam bi narava, drevesa, čista voda najbolj pomagala, pa zraven ta igrivost. Se pravi, pošpricajte nekoga s tisto vodico, objemite drevo, nasmejte se. Ta kombinacija je tista, ki je zmagovalna v trenutkih, ko življenje postane mogoče malo preveč resno. 38. Znova zanimiva kombinacija, seštevek 11-9, to vemo, da je mojstrsko število, se pravi, to so osebe, ki sicer iščejo napredek, želijo biti odločne, želijo biti uspešne z nekim duhovnim namenom. Absolutno jim to ne bo vedno uspelo, vsi imamo v sebi tistega majhnega smajčka, tolovajčka, jaz rečem egotripčka, se pravi, 38 je številka, ki včasih je zelo odločna, deluje zelo, bom rekla, podjetno. Po drugi strani je pa lahko zelo rahločutna. Se pravi, lahko je zelo ranljiva, obenem tudi kreativna. Nekako idealno je, da je v stiku s svojim višjim jazom, se pravi, da so vse odločitve in vsi tisti koraki proti napredku, bom rekla pa zdaj kar razvoja svoje duše, kadarkoli govorimo o mojstrskih številih, ne moremo mimo tega. Se pravi, da je razlog za vse te premike nekako duhoven. Sigurno pa nam sem ter tja to ne uspe. Se pravi, 38 kot številka noge je tista, ki včasih naredi tudi malo prevelik korak, zajame malo preveč stvari, si da preveč projektov, torej na svoj pladen krožnik, talar. In včasih enostavno potem se te stvari zavlečejo zato, ker se je precenila in večkrat kot ne tudi podcenjevala. 39, znova zanimiva številka. 3, 9 smo rekli, obe dve številke sta zelo emotivni, seštevek je znova 3, se pravi kreativni ljudje, ki pa vseeno potrebujejo veliko notranje nege do sebe. Se pravi, vsi tisti, ki imate številko noge 39, kako se pravzaprav v resnici odločate za korak naprej. Tako da bo vse za druge dobro, tako da boste čim manj ljudi prizadeli, tako da bo svet lepši, kje pa ste vi? Kje točno ste vi? In kako potem mogoče usklajujete nihanje tega, da si želite več radosti, več kreativnosti, več igrivosti, da želite ven iz neke zategnjene energije v malo bolj kreativno, v malo bolj sproščeno sfero. Kako ti dve potrebi, ti dve zahtevi balansirate? Se tudi nogici, če pogledamo, imamo levo in desno, še reko sta skupaj, sta par, z dvema levima smo bolj štorasti, z dvema desnima tudi in včasih je ravno to lahko občutek pri 39, kajti po eni strani ful energije, ful nekega potenciala, po drugi strani pa potem se lahko porodi občutek krivde, češ ali je to sebično ali ne. Popolnoma drugačna energija pa imamo od 40 naprej, štirica je tista, ki je zelo stabilna energija, zelo povezana z zemljo, se pravi vsi, ki imate spredaj štirko, pomeni, da ste malo bolj, bom si kar drzna reči, pragmatično usmerjeni, se pravi, da praktično razmišljate, da poskrbite za svojo varnost,
velika verjetnost je, da se kar ne zaženete nekam strašno nepremišljeno in takoj si bomo porekala pri številki 40, kajti ta ničla na koncu je pa ravno to. Ta radovednost, kaj je možno, raziskovanje nepoznanega, vsega potenciala, se pravi tukaj predvsem pri tej kombinaciji se včasih lahko zgodi in pa pri 45, da bi tako zelo probali nekaj novega, drznega, da mogoče včasih ne preverite dovolj natančno ali je dovolj varno. Se pravi 40 po eni strani prinaša veliko idej, zamisli, po drugi strani si pa potem želi imeti plan. Neko srednjo pot bo tukaj treba najti oziroma razdeliti življenje na prosti čas in na vse tiste dejavnosti, kjer resnično mogoče ni treba biti zelo strukturirani, jih ni treba do pikice načrtovati, ampak se jih lahko nekako vse jim prepustite in potem seveda tudi tista druga plat, kjer pa je ta struktura, pa bom rekla neka tradicija veliko pomenita. Podobno velja pravzaprav v resnici tudi za številko 41, tukaj se števek 5, vsekakor malo bolj pustolovska energija, se pravi ljudje, ki jih zanima, kaj tam za unim vogalom, kaj se skriva za unim grm, a jaz pridem na tole goro, kako pridem dol z te gore, a grem lahko malo bolj na levo. Se pravi eksperimentiranje, ampak absolutno po pameti, se pravi ne zaženete se v nekaj popolnoma nepremišljeno, čeprav si mislim, da mogoče sem trtja se tudi to zgodi, ampak ne bomo nič priznali. Torej, v življenju izbirajte tiste poti, ki so pravzaprav razburljive in vam prinašajo napredek. Kajti tista štirica v ospredju, v začetku meni pove, da boste našli način, ki bo pošten, ki bo mogoče umirjen, ki bo prizemljen, ki bo strukturiran, no, to besedo bom velikokrat pri štirki uporabljala, tako da zadovoljite predvsem potrebno vaši žilici in potrebi po raziskovanju in po napredku in po temu, da imate občutek, da niste nekje ujeti. 42. No, številka 42 je pa vseeno malo drugačna, seštevek je 6. Tukaj pa nimamo večjega problema s pripadnostjo, s tem, da ko se nekaj odločimo, vztrajamo in po vsej verjetnosti potem želimo deliti z ostalimi ljudmi. Se pravi, želimo v tisto dobro, kar smo ga odkrili, mogoče je to restauracija, mogoče je to nek športni park, mogoče je to nek film, ki ste si ga ogledali, deliti s tistimi, ki so vam blizu, ki so vam ljubi. Obenem zelo zaščitniška energija, po drugi strani pa, ker je seštevek 6, vemo, da tukaj je veliko izzivov ljubezni do sebe, se pravi, vedno rečem, ljubezen do sebe pravzaprav ni prvo jaz, pa noben drug, pa mogoče še kdo, ampak ljubezen do sebe pravzaprav pravi enakovrednost. Tako kot so si leva in desna noga obe dve enako vredni, enako potrebni, enako, bom rekla, ključnega pomena, da mi lahko korakamo, podobnega se vi učite. Vsi tisti, ki imate 42 številko noge, pa še kakšno drugo numerološko kombinacijo. 43. Znova zanimiva kombinacija, seštevek je 7. 7 smo rekli, tista energija, ki raziskuje, ki je duhovna, ki želi prepoznavati stvari, ki se želi učiti. 43 pa zagotovo je energija nekoga, ki je radoveden, ampak po stari, zdravi, dobri kmečki pameti. Se pravi, 43 je fantastična številka za duhovni razcvet. In poglejte, 44, da bomo potem videli, je duhovno mojstrsko število. Se pravi, tisti, ki imate 43 številko noge, odločajte se tako, da vam bo vaša duša hvaležna. Ne vaš notranji otrok, ne vaš ego, ne vaši starši, ne vaši sosedi, ne vaš šef. Vaša duša dolgoročno hvaležna. Tik pred nekimi izzivi mojstrstva ste in vedno, kadar smo tik pred zdajci, takrat se veste, kaj pravijo, tik pred zoro je najbolj temno. Se pravi, vsi tisti izzivi, s katerimi se morda soočate, so pravzaprav izzivi vaše integritete in vaše korektnosti. To vam prinaša pravzaprav tale seštevek 7. 44 smo že omenili, mojstrski zapis, se pravi 44, 8 je število manifestatorja, nekoga, ki želi ustvarjati na način, da bodo stvari zelo trajnostne, zelo dolgoročne, da bodo nekako premagale izziv časa. Se pravi, včasih se je potem težko premakniti naprej. 144 smo včasih morda res preveč prizemljeni, preveč trmasti, preveč vztrajamo pri nekem svojem prav, pri neki svoji ideji. Se pravi, primiksajte zraven malo potencijala. Ne samo to, kaj si želite zgraditi, kako boste to zgradili, da bo kar najbolj trdno, ampak kako se boste imeli zraven tega tudi fajn. Se pravi, čim več sprostitve dodajati zraven, čim več dodajati, bom rekla, tudi nekega ščepca optimizma, predvsem takrat, kadar si resnično zadate nek projekt, ki je zelo skoraj da globalen, zelo zahteven. In še 45.
Štirica je tista, ki je prizemljena, ki je resna, ki je včasih malo počasna, in petka je tista, ki je seveda kot sneta skira, seštevek je 9, devetka kamorkoli jo damo, nekoliko spotencira te vplive, se pravi 45 je sploh lahko energija neodločnosti, nihanja oziroma tega, da potem poskusimo kar vse. Se pravi 45 bomo povezovali s tem, da eksperimentiramo. Idealna razlaga tega števila je, da eksperimentiramo in potem pač ponotranjimo, obdržimo tisto, kar je za nas v redu. Seveda ne vemo vedno, kaj je za nas v redu, seveda včasih resnično mora nekaj časa preteči, zato da se mi odločimo, presodimo, kaj je bilo super, pa kaj je bilo malo manj super. Zelo pomembno pri tej številki obutve pa je, da ne nihate predolgo časa, se pravi, ne cepetajte na mestu. Ne prelagajte z leve na desno nogo, pa z desne na levo, ampak nekam se postavite, pa probite. Včasih je dovolj že to, da poskusimo, se pravi, malo povohamo, kako to zdaj gre, kaj to zdaj pomeni, in še vedno lahko stopimo nazaj. Se pravi, dragi moji, vsi, ki imate 45 nogo, zavedajte se, da nikoli, oziroma zelo redko smo v situaciji, v kateri ne moremo stopiti potem koraka nazaj. Tako da to je ena taka preglednica od 35 do 45, mislim, da drugih številk nisem dobila, pa tudi mislim, da sem večinoma zajela. V samem opisu je še nekaj namigov, tako da preberite še opis videa spodaj. Jaz upam, da vam je bila tale oddaja zanimiva, upam, da mogoče ste izvedeli tudi kaj novega o sebi. Konfekcijskih številk ne bomo gledali, koliko imamo okoli pasu in gor in dol tudi ne bomo gledali, tako da jaz se vas veselim naslednji teden z novo zanimivo temo.